Mogoče kar začnemo. Lahko je, jaz mislim, da nas je zadosti. Prav zmenjeno. Najprej dobrodošli z moje strani. Moje ime je Veronika Cukro in bom danes bolj v vlogi moderatorke. Najprej, da vam predstavim temo današnjega webinarja, torej gre za vegansko prehrano v šolah, ki je danes zelo pereča tematika, s katero se v društvu veliko ukvarjamo. Z vami bo danes Matevž Žeran, magister inženir prehrane, ki se na področju trajnostne prehrane že nekaj let posveča različnim tematikam, konkretno se je pa posvetil tematiki v sklopu svojega magistrskega dela in kasneje tudi v pripravi pobude vladi z naslovom Časi za novo trajnostno prehransko politiko. Torej gre za nek celostni projekt, ki zavzema vse vidike hrane, ki se na koncu pojavi na naših krožnikih, ampak pomemben vidik tega je seveda tudi veganska prehrana v šolah. V letošnjem letu je Matevž skupaj z ostalimi člani Slovenskega veganskega društva pripravil peticijo možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah. Mi smo bili zelo presenečeni na to peticijo, ker je dosegla res ogromno število podpisnikov, kar nam nekako daje indic, da je Slovenija pripravljena na tak korak in tudi v bistvu, da je to nekaj, kar je mogoče izvesti in tudi nekaj, kar bomo najverjetneje izvedli v bližnji prihodnosti, tako da to nas zelo veseli. In če smo že tako blizu nekim sistemskim spremembam, potem mislim, da je sploh se potrebno tudi pogovoriti o bolj, kako bi temu rekla, naravoslovnih vidikih te zadeve. In točno tukaj je zato danes Matevž, ki bo razlagal o tem vprašanju z vidika same prehrane in tudi odgovarjal na vaše vprašanja. Torej, danes vam bo predstavljen predlog spremembe zakona strani Matevža v sklopu predavanja Veganska prehrana v šolah in tukaj bojo vključeni tako pravni, etični, okoljevarstveni kot zdravstveni argumenti, ker je pač potrebno naglasiti vse. Mi v društvu se ne bi lotevali tega vprašanja in predlagali takih sprememb zakona, sploh z vidika občutljive skupine otrok, če ne bi bili absolutno prepričani in če ne bi bila znanost na naši strani, da gre z vseh teh vidikov, ki sem jih izpostavila, se pravi pravno, etično, okoljevarstveno in zdravstveno, da ne bi šlo za celovito idejo, ki je podprta z vseh strani, ki ima v bistvu same pluse in ne minusov. Tako da Matevž nam bo tudi prikazal portugalsko pot do uzakonitve možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah, se pravi neko primerjalno pot druge države, ki je to že uspelo, ter kako daleč od tega smo mi. Zdaj pa v bistvu kar predajam besedo naprej Matevžu. Če imate kakršnokoli vprašanje ali tukaj ali na Facebooku, ga prosim kar postavite spodaj, pa ga bom jaz posredovala Matevžu, da odgovori nanj. Hvala, Veronika, za tak dober uvod. Jaz bi rad sporočil vsem, da to predavanje bi trajalo približno 1 uro, potem pa na koncu lahko pa še nedoločeno dolga debata, se bomo odločali sproti. Tako da bi kar že prižgal predavanje. A vsi vidite že slajde? Ok, torej Veronika je že povedala, o čem vse bomo govorili. Na začetku bi še kaj povedal, kdo sem, razen tega, kar je Veronika povedala, bi lahko rekel recimo, da živim v Kočevju, s punco pa s kužkom, sem pristaš trajnostnega transporta, dela od doma, brezogljične elektrike, toplotno izoliranih stavb, pa seveda tudi trajnostne prehrane. In tukaj v tem predavanju se bomo pogovarjali o enem vidiku trajnostne prehrane, to je veganska prehrana, ki je z vidika mnogih najpomembnejši tip trajnostne prehrane. No in to predavanje bo zelo multidisciplinarno, tako da se ne bom mogel v vsako področje zelo zapičati, ampak bom za vsako področje naredil nek kratek povzetek. Torej, pogovarjali se bomo o pravnih vidikih, etičnih vidikih, okoljskih vidikih, pa o zdravstvenih vidikih, zakaj bi kdo sploh hotel imeti veganske obroke v šolah ali pa v javnih ustanovah. Tudi pogledali bomo predlog vlade, ki je bil narejen leta 2019,
naša peticija leta 2022 je pa neke vrste nadaljevanje tega in poskušanje uporabljati drugih načinov aktivizma, kakor takrat. Ja, pa Portugalsko bomo tudi primerjali. Če začnemo s pravom, začeli bi s tem, da javne ustanove se financirajo s strani davkoplačevalcev in veganski starši so davkoplačevalci, tako da si zaslužijo biti upoštevani tudi v vseh javnih ustanovah. Portugalci, ki so že uspešno uvedli možnost izbire veganskega obroka v javne ustanove, predlagajo, da se naj zelo osredotočimo na ta argument davkoplačevalcev. Potem en argument je ta, da imamo v Sloveniji Zakon o varstvu pred diskriminacijo in če ima nekdo prepričanje, da živali niso za izkoriščati ali pa prepričanje, da okolje ni za uničiti in ga javna ustanova pri tem ne upošteva, lahko tukaj govorimo o diskriminaciji na podlagi prepričanja. Potem je pa tukaj še Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, ta pa pravi, da si neko prepričanje zasluži pravno zaščito, če je prepričljivo, resno, koherentno in pomembno. In kadar govorimo o veganstvu ali pa o okoljevarstvu, so te vse točke pokrite. Te zadeve so resne, prepričljive, koherentne in pomembne. Potem, kakšni so etični vzvodi, da bi nekdo sploh hotel veganski obrok v šoli, na primer, ali pa v javni ustanovi. Če pomislimo malo za nazaj, se lahko spomnimo veliko neetičnih tradicij, ki so bile nekoč pač legalne, zdaj pa niso več. In ena od teh je sužnjelastništvo, na primer, potem lov na čarovnice, pa v Sloveniji je še 20 let nazaj bilo dovoljeno imeti krznarske farme, na primer, zdaj smo to že prepovedali. V Sloveniji tudi ni več dovoljeno imeti cirkusov, v katerih nastopajo divje živali. Tako da, če pogledamo nazaj preteklost, vidimo, da neke neetične tradicije, ki so obstajale v preteklosti, so bile takrat legalne, pa zdaj niso več. In lahko se to zgodi še pri čem, kar je trenutno neetično in legalno. Tukaj je en primer takšne prakse, prireja piščančjega mesa v industrijski živinoreji. Verjetno vsi, ki bi videli to sliko, bi rekli, to je neetično, nemoralno, ampak to je legalno, tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji imamo farme, pri katerih je več kot 100.000 rejnih živali. Potem v Sloveniji tudi ni nič netipičnega, da se jajca prireja v baterijski reji, kar je tukaj vidno na sliki. Tudi prašičje meso je večinoma pridelano v industrijski živinoreji, kjer so prašiči takole nagužvani skupaj. Potem tukaj imamo še en primer prireje perutninskega mesa. V industrijski živinoreji so zelo pogoste poškodbe živali, zato ker seveda tam živalmi ravnajo kot predmeti, ne kot živimi bitji. Tukaj je še en primer gestacijskih kletk, kjer so svinje neprestano priklenjene takole v takšni kletki, samo zato, da ne bi poteptale svojih mladičev. Ko gre za mlečno industrijo, vemo, da večina krav je umetno oplojenih, torej je človek tisti, ki določa, kdaj bo krava oplojena, kdaj bo imela telička, kdaj bo imela mleko. Večina rejnih živali umre zelo mladih. Tukaj imamo primer telička. Ta mora umreti samo zaradi tega, ker je moškega spola in je stranski produkt mlečne industrije nekoristen. Stranski produkt jajčne industrije pa so zmleti piščančki, tudi samo zato, ker so moškega spola.
Seveda, nekateri zagovarjajo humano izkoriščanje živali, ampak kot blizu pogledamo takšne farme, tudi vidimo, da te živali grejo zelo hitro, že kot mlade v zakol. Te živali so tudi pogosto na verigah in v zelo majhnih prostorih. Tukaj še en primer, recimo neke vrste lokalno pridelanega mesa ali pa lokalno pridelanega mleka. Veliko rejnih živali prvič vidi sonce takrat, ko gre v klavnico. Tukaj imamo še en primer. V jajčni industriji so tudi kokoši tako nagnetene, da je treba za preprečevanje kljuvanja kokoši med sabo odrezati klunčke in s tem se zmanjša verjetnost, da se kokoši poškodujejo med sabo. Ampak tudi to je neetično, to rezanje klunčkov. V prašičereji je podobno, tudi ko so tako nagneteni prašiči, jim je treba porezati repke, pa pobrusijo jim nekatere zobe in kastrirajo jih, zato da bi bila manjša verjetnost, da bi se te prašički kljuvali med sabo. Velikokrat pozabljena tema so ribe, ki tudi trpijo, ampak ker je ribolov nekje zelo oddaljen od recimo Ljubljane, o tem ne razmišljamo velikokrat. V ribolovu so tudi stranske žrtve, velikokrat so to recimo želve ali pa takšne vrste rib, ki jih ljudje sploh ne jemo, ali pa recimo ptiči. Pri masovnem ribolovu je to neizogibno, vedno bo stranski ulov. Že sam ribolov je neetičen, ko pa vidimo še te neetične žrtve, imamo pa še dodatne argumente, kar se etike tiče. Tukaj je še ena primerjava, koliko dolgo bi živali živele, če bi imele pač naravno življenje, koliko časa živijo v živinoreji, recimo pri prašičkih, oni bi živeli 12 let, v živinoreji živijo 6 mesecev, potem grejo pa v zakon. In to je pač tipična ekonomska logika, Če bi te živali živele zelo dolgo, bi za živinorejce to bil tudi ogromen strošek, tako da si ne bi mogli privoščiti sploh živinoreje. Tukaj imamo še podatke iz Statističnega urada Republike Slovenije, iz katerega lahko razberemo, da v Sloveniji letno zakoljemo približno 40 milijonov rejnih živali, večino od tega je perutnina. Če to malo pretvorimo, vidimo, da na dan v Sloveniji zakoljemo približno 110 tisoč rejnih živali, v eni minuti je to 76. Seveda pa nekatere živali v Sloveniji obožujemo, jih imamo radi, recimo psi, ampak kakšna je razlika med psom pa med kravo? Oba sta vretenčarja, oba sta sesalca, oba imata možgane, zavest, oba čutite bolečino, sta čuteča bitja, oba imata svoje želje, preference. Tako da zelo podobni bitji, ampak eno obravnavamo kot prijatelja, eno pa kot hrano. In tukaj gre za specizem, obravnavanje različnih vrst živali drugače, samo zato, ker so različnih vrst. Občasno mediji tudi pišejo o klavnicah in pokažejo videe iz klavnic. Verjetno bi bilo smiselno, da vsak, ki uživa meso, bi mogel to vsaj enkrat v življenju pogledati. Tukaj ne bom zavrtel nobenega videa, ampak kot smo zdaj videli, imamo ogromno etičnih argumentov, zakaj bi nekdo hotel izbrati veganski obrok, recimo v šoli ali pa v javni ustanovi. No, zdaj, ko smo imeli tak hardcore uvod, imamo tukaj malo EPP-ja. Kot vidite, na sliki imamo vegansko hrano in ta je lahko zelo okusna, nič dolgočasna. Če slučajno ta webinar opazuje kakšen organizator prehrane ali pa kuhar, lahko predlagam tudi spletno stran
Slovenskega veganskega društva, kjer imamo objavljenih približno 500 veganskih receptov. No, tukaj vidimo tudi, da sladice so lahko brez problema veganske. No, potem, če gremo na okolje, največ ljudi se odloči za veganske obroke zaradi etike. Zaenkrat je v Sloveniji tako. Verjetno bo pa v prihodnosti vedno močnejši tudi okoljski argument, ker eno zato, ker okolje nazaduje globalno in v Sloveniji, drugo pa zato, ker se zaradi tega toliko povečuje ozaveščanje glede tega. Slovenija kot razvita država ima nadpovprečno velik okoljski vtis v primerjavi z globalnim povprečjem. Če bi vsi na svetu živeli tako kot Evropejci, bi potrebovali 3 zemlje, da bi živeli trajnostno. In pač Slovenci kot neki povprečni Evropejci smo približno na istem. Če okoljski vtis Evropejcev malo razdelamo na različne tematike, vidimo, da so Evropejci nadpovprečno okoljsko, bi temu rekel, škodljivi, tako pri podnebnih spremembah, kot tudi pri rabi zemljišč, pri uporabi dušika, uporabi fosforja in porabi vode. Zdaj, o podnebnih spremembah verjetno večina že veliko ve, poraba zemljišč verjetno tudi je nekaj logičnega, poraba vode tudi, to smo videli poleti v suši. Kar se tiče pa dušika pa fosforja, tukaj je pa glavni problem to, da se v kmetijstvu za vsako poljščino porablja gnojila, pa naj bojo umetna ali pa naravna. In tukaj v gnojilih je dušik in fosfor in to človeštvo z vsako uporabo v velikih merah izgublja, ker se dušik in fosfor spirata v vode in potem gresta v reke in morja. Tukaj imamo pa graf varnih mej zmogljivosti našega planeta. V angleščini se to imenuje planetary boundaries. To je neka ocena, na katerih področjih je človeštvo dela največjo škodo okolju in to lahko tudi kvantificiramo, torej ovrednotimo s številkami. In kot vidimo, največji okoljski problemi so ravnanje z dušikom in fosforjem, potem uničevanje biotske raznovrstnosti. Tukaj govorimo o pretirano hitrih izumrtih živali in rastlinskih vrst. Potem naslednji ogromen problem je raba zemljišč in posledično deforestacija in pa podnebne spremembe pa raba vode. In tukaj ta graf kaže, da pri večini teh problemov je kmetijstvo glavni krivec, razen pri podnebnih spremembah, tam so pa fosilna goriva glavni krivec. Tukaj sem ta graf prevedel še v slovenščino. Torej, največji problemi, upad biotske raznovrstnosti, porušeno dušikov in fosforjev okrog, podnebne spremembe, raba tal pa poraba vode. In pri vseh teh problemih ima kmetijstvo zelo veliko vlogo. Ta graf je sicer iz študije Agricultural Production as a Major Driver of the Earth System Exceeding Planetary Boundaries. In v tem, zdaj naprej bom opisal tudi ta članek še malo podrobneje. Torej, pri upadu biotske raznovrstnosti je kmetijstvo tisti glavni krivec, pri porušenem dušikovem in fosforjem krogu je prav tako kmetijstvo glavni krivec. Pri deforestaciji tudi kmetijstvo, pri porabi vode tudi kmetijstvo. Pri podnebnih spremembah ima kmetijstvo približno 25% odgovornosti, 75%, no, približno tam nekje pa fosilna goriva. In če to povzamemo, bi lahko rekli, da 4 do 5 varnih mej zmogljivosti našega planeta je že preseženih in kmetijstvo je glavni krivec pri 3 ali 4
fosilna goriva so glavni krivec pri eni varni meji zmogljivosti. Zdaj sem veliko slabega povedal o kmetijstvu, ampak kot vemo, za prehraniti 8 milijard ljudi, recimo, ali pa v prihodnosti še več, kmetijstvo rabimo, ga ne moremo ukiniti. Tako da kmetijstvo je nujno za preživetje človeštva in moramo v sklopu kmetijstva poiskati tiste neracionalne dele kmetijstva, take neučinkovite dele. In jaz zagovarjam tezo, da tukaj je živinoreja tista, katero je treba na prvem mestu nasloviti. Ker za živinorejo pa ne moramo trditi, da je nujna za preživetje človeštva. In v naslednjih slidih bom utemeljil, da bi lahko rekli, da živinoreja je glavni krivec pri 3 do 4 preseženih mejah, fosilna goriva pa pri 1. Torej, če pogledamo evropsko kmetijstvo, vidimo, da je živinoreja tista, ki zavzema levji delež okoljskega odtisa evropskega kmetijstva na biotsko raznovrstnost. Potem tudi pri porušenem dušikovem in fosforjem krogu je živinoreja tisti glavni krivec. Tudi pri rabi tal je živinoreja tista, ki zavzema največ kmetijskih površin. Tukaj imamo en graf, kjer so države pobarvane različnih barv. Zelene so tiste države, ki imajo trajnostno prehrano z vidika rabe zemljišč. Bež barve so tiste, ki porabljajo preveč zemljišč. Oranžne barve so pa tiste, ki imajo čist netrajnostno rabo zemljišč. In Slovenija spada med oranžne. Če bi se vsi na svetu prehranjevali tako, kot se Slovenci, potem bi rabili več kot eno zemljo, že samo za prehrano. Pač zemlja nima zadosti površin, da bi nahranila ljudi, ki se tako prehranjujejo kot Slovenci. Pri porabi vode je tudi v Evropski uniji živinoreja tista, ki jo kmetijstvo porabi največ. Tudi okoljski odtis kmetijstva je velik, predvsem zaradi živinoreje. O tem verjetno ljudje še največ vejo, kar se okoljskega odtisa tiče. Kot vemo, so tukaj živila iz preživkovalcev tista, ki porabljajo največ površin in imajo največje izpuste. In posredno zaradi tega, ker porabljajo največ površin, je tudi še deforestacije zaradi tega zelo veliko. In deforestacija tudi vodi v podnebne spremembe. Tako da lahko bi ta okoljski vidik zaključili s tem, da bi rekli, da živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta bolj kot transport. Pa še več, lahko bi rekli, da živinoreja ogroža varne meje zmogljivosti našega planeta bolj kot fosilna goriva. Ker pri fosilnih gorivih je glavni problem pri podnebnih spremembah, pri ostalih okoljskih vidikih, ki smo jih tukaj pokrili, pa nimajo toliko močnega vpliva kot živinoreja. In če vse te podatke, ki smo jih prej obdelali, nekako povzamemo, bi lahko rekli, da v Evropski uniji ima živinoreja od 55% do 81% okoljskega odtisa evropskega kmetijstva. Hkrati pa živinoreja doprinese k prehrani Evropejcev samo okrog 29% kalorij. In tukaj vidimo, da gre za zelo disproporcionalno visok okoljski odtis. 29% kalorij, okoljski odtis pa od 55% do 81% kmetijstva. In potem je pa tukaj še treba omeniti, da živinoreja porablja ogromno poljščin, tako da tukaj zelo težko govorimo, da živinoreja res k prehrani Evropejcev doprinese 29% kalorij, ker zaradi neučinkovite rabe poljščin tukaj govorimo o ogromnih izgubah kalorij in beljakovin. Tako da bi lahko rekli, da živinoreja doprinese od 0 do 29% kalorij k prehrani Evropejcev.
Na globalnem nivoju je podobno. Živinoreja prehrani ljudi, da prinese 18% kalorij, na drugi strani pa na primer zavzema 83% kmetijskih površin, pa odgovorna je za več kot pol s kmetijstvom povezanih izpustov toplogrednih plinov. In tudi tukaj vidimo, da gre za zelo disproporcionalno visok okoljski vtis. No, torej za veganske obroke v šolah imamo pravne argumente, etične, okoljske, potem pa še gremo na zdravstvene. Tukaj je en primer zdravega veganskega krožnika iz spletne strani Slovenskega veganskega društva. Zdrava veganska prehrana vključuje sadje, zelenjavo, polnovredna škrobna živila, stročnice, oreščke, semena, pa tukaj je treba seveda omeniti tudi vitamin B12, ker v primerjavi z zdravimi prehranskimi smernicami, ki jih ima Slovenija, v tem krožniku tukaj na sliki predvsem manjka vitamin B12. No, in stališče znanosti v veganski prehrani je takšno, da dobro načrtovana veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih. In to potrjuje ogromno uglednih prehranskih in zdravstvenih organizacij po svetu. Na prvem mestu bi jaz omenil Akademijo za prehrano in dietetiko, AND. To je največja prehranska organizacija na svetu in tudi verjetno najstarejša. In tudi ugled ima verjetno največji. Tukaj bi omenil še peticijo, ki jo ima organizacija ProVeg International. Najdete jo na schoolmilk.org. In ta peticija se zavzema za to, da bi se s kalcijem obogatene rastlinske napitke uštevalo med ekvivalente mlečnih izdelkov. Torej, da bi organizatorji prehrane in kuhinjski delavci pač smatrali obogatene rastlinske napitke, kot da so enakovredni mlečnim izdelkom po prehranski vrednosti. Velikokrat vidimo, da imajo te obogateni rastlinski napitki dodan kalcij in vitamin B12. Tako da tukaj jaz vidim velik potencial, da bi se te napitke uporabljali kot funkcionalna živila v javnih ustanovah in verjetno bi tudi taki izdelki pomirili kuharje pa organizatorje prehrane, ker bi jim bilo veliko lažje organizirati takšno prehrano, ki zadosti vsem potrebam po esencialnih hranilih. Ker zdrava prehrana, ki jo ima Slovenija v nacionalnih smernicah, se od veganske prehrane razlikuje predvsem pri kalciju in vitaminu B12. In v teh napitkih pač dve muhi na en mah rešimo. Tukaj imamo še en EPP. Ja, kot vidimo, veganska prehrana ne izgleda prav nič enolična. Tukaj na zadnji sliki vidimo nekaj, kar je podobno recimo umešanim jajcem. Je pa to v bistvu umešan tofu in je enako okusen, verjetno še bolj okusen, bolj trajnosten, pa še bolj zdrav, kot pa umešana jajčka. Tukaj gor vidimo tudi neko pašteto, ki je tudi verjetno bolj zdrava kot pa klasična pašteta, ki jo tudi v šolah kdaj ponujajo. Kot vidimo spet nekaj sladkih obrokov. Vegani se komot posladkamo, to ni problema, tudi v javnih ustanovah se lahko poskrbi za to. No, in tukaj gremo na drugi del tega predavanja, in sicer aktivizem, kako priti do tega, da bi veganski obroki prišli v šole ali pa v javne ustanove. Portugalska je primer dobre prakse. Oni so že leta 2015 aktivirali peticijo. Leta 2017 je ta peticija obrodila rezultate. In oni so v enem od člankov zelo podrobno opisali svoj primer. To peticijo je sicer organizirala
Portugalska vegetarijanska zveza. No, oni so peticijo za možnost izbire veganskih obrokov v javnih ustanovah aktivirali februarja 2015 na nekem takem portalu, kakor je v Sloveniji portal Predlagam vladi. In na tem portalu, ko nekdo zbere zadosti podpisov, si dobi pravico do tega, da svojo peticijo predstavi tudi v parlamentu. No, in oni so zbrali v enem letu 15.000 podpisov. Tukaj je treba upoštevati to, da ima Portugalska 5-krat več prebivalcev kot Slovenija, tako da v Sloveniji bi bilo to recimo 3.000 podpisov. No, in to je bilo zadosti, da so si priborili svoj govor v parlamentu. In v parlamentu so bili v bistvu dokaj odprti za to, ker se je v tem vmesnem času zgodilo že ogromno političnih stvari, ki so jim šle na roko. In sicer v letu 2015, ko je ta peticija potekala, so oblast prevzele leve politične stranke, od katerih je ena tudi ta People, Animals, Nature, ki se ukvarja tudi s pravicami živali in s pravicami okolja oziroma z okoljevarstvom. Tako da tukaj so imeli oni to politično prednost. V Sloveniji je mogoče zdaj neka podobna situacija, ker se je spomladi zamenjala politika. Tako da smo tudi mogoče ravno ta pravi čas aktivirali peticijo. Mi smo peticijo aktivirali v maju. Pa še ena stvar se je zgodila na Portugalskem v tem vmesnem času, in sicer portugalsko ministrstvo za zdravje je pokazalo zelo napredne korake, in sicer ravno v letu 2015 so izdali dokument, v katerem pravijo, da je dobro načrtovana veganska prehrana primerna za vse stopnje življenjskega ciklusa. In pa objavili so tudi nek priročnik za ustvarjanje zdravih veganskih obrokov v javnih ustanovah, predvsem v šolah. Tako da še preden je ta zakon na Portugalskem bil sprejet, se je zgodilo ogromno takih koristnih stvari za njih, torej politične spremembe, in pa Ministrstvo za zdravje je bilo zelo napredno. V Sloveniji kakšnega takega guidelina za sestavljanje zdravih veganskih obrokov v šolah še nimamo, se pa v slovenski peticiji tudi zavzemamo za to, da bi spodbudili ministrstvo, da kaj takega sestavi. Ja, v tem portugalskem primeru so v bistvu bile 3 stranke zainteresirane za vpeljavo peticije v pravni red. Tako da to bi lahko rekli, da je zelo velik politični interes. V Sloveniji toliko strank še ni pokazalo interesa za našo peticijo, ampak nekaj strank pa je že pokazalo interes. Bomo o tem še malo kasneje. No, tako da Portugalska je v 2 letih po aktivaciji peticije spremenila zakonodajo in zdaj imajo uzakonjeno možnost izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah. So pa Portugalci uporabljali malo drugačno taktiko kot mi. Oni so uporabljali izraz vegetarijanski obroki, ampak v zakonodaji so definirali vegetarijanske obroke kot tiste obroke, ki izključujejo živila živalskega izvora. Tako da se tukaj bolj pogovarjamo o semantiki, v bistvu se pa vsi zavzemamo za isto stvar. V Slovenskem veganskem društvu smo dali tudi prevesti ta portugalski zakon. Nismo ga sicer še objavili, ampak ga imamo tako malo za zgled. Naša pravnica Veronika pa pravi, da v Sloveniji ne moremo tega narediti na isti način kot mi, ker Portugalci so to naredili tako, da so objavili en nov zakon, ki je
ki se je nanašal na vse javne ustanove. V Sloveniji bomo šli en korak pa po en korak. Začeli bi z zakonom o osnovnih šolah, ker je težko pač vse javne ustanove z enim zakonom targirati. Vidim, da Veronika je zdajle zraven, lahko tukaj mogoče še kakšno stvar dodaš. Ja, pozdravljeni, zdravo. Ja, v bistvu tako, kot je rekel Matevž, Slovenija ima zadeve pač področno urejene, a ne, in ker pač zakon o osnovni šoli že ureja vprašanje malice, konkretno v osnovni šoli, je potem potrebno urediti ta zakon in z vidika drugih javnih ustanov njihove področne zakone, ker nimamo enega zakona, ki bi že zdaj urejal prehrano v javnih ustanovah, ampak imamo pač področne zakone, ki jih je v bistvu lažje novelirati z nekim specifičnim členom, kakor bi bilo sprejeti nek čisto nov zakon, ki bi urejal to v vseh javnih ustanovah, pa potem, sprejemanje takega zakona bi bilo težje, kakor novelirati z enim preprostim členom, recimo druge zakone, no. Čeprav se sliši mogoče težje, ker gre za več zakonov, vsi, ki poznate mogoče zakonodajni postopek, veste, da je v bistvu veliko lažje doseči neko novelacijo kot čisto nov zakon, no. Toliko z moje strani. Ja, hvala za razlago. Tukaj smo se v Slovenskem veganskem društvu strinjali potem z Veroniko, tako da smo se osredotočili na spremembo enega zakona za začetek, a ne, saj potem sčasoma bi lahko šli še na druge. Ampak kot vidimo na primeru Portugalske, to lahko traja recimo do 2 leti, da se nekaj takega spremeni. Lahko mogoče samo vskočim, ker imamo vprašanje, ali bo ta zakon urejal tudi vrtce. Konkretni zakon o osnovni šoli ne bo urejal tudi vrtcev. Mi imamo pa tudi, poleg tega, da imamo cilj, da se spremeni zakon, imamo tudi cilj, da se spremenijo smernice ministrstva, ki v bistvu naenkrat urejajo v bistvu vrtce in osnovne šole, no. Tako da druga pot je tudi pač sprememba teh smernic, no. Ampak absolutno imamo pa plan potem urediti tudi vrtce, no. Ampak vedno je treba nekje začeti. Ja. Drugo vprašanje je pa zate, Matevž, mogoče, če ga preberem. Ali kako? Lahko, ja. Okej, zmenjeno. Je torej na Portugalskem koalicija teh 3 strank imela večino v parlamentu ali je pridobila glasove še kakšne druge stranke, ter pod vprašanje, kakšne so prehranske smernice na Portugalskem v primerjavi z našimi? Ja, ta leva koalicija, že s tem, ko ji rečemo koalicija, vemo, da je torej imela večino v parlamentu, a ne. In če imaš večino v parlamentu, sigurno lahko izglasuješ potem neko spremembo, za katero se zavzemaš. To je en odgovor. Drug odgovor je pa, ja, njihove prehranske smernice so drugačne iz tega vidika, da v njihovih prehranskih smernicah je navedeno, da je veganska prehrana primerna za vse stopnje življenjskega ciklusa. In to spremembo je njihovo Ministrstvo za zdravje objavilo ravno leta 2015. V Sloveniji slovenska prehranska stroka še ni izdala kakšnega takega mnenja, ki bi bilo tako udarno, kakor je to. Tako da v Sloveniji bi moglo najprej ministrstvo recimo ali pa kakšna prehranska organizacija izdati takšno mnenje, da bi lahko veganske obroke implementirali v vrtce in šole, recimo, ne. Ali pa bi Ministrstvo za zdravje moglo v Sloveniji tudi pred sprejemom drugačne zakonodaje ali pa po sprejemu drugačne zakonodaje narediti kakšen priročnik, ki šolam in vrtcem kaže, kako urediti, da bojo ti veganski obroki zdravi, ne. Da ne bo šlo do kakšnih problemov. Super, najlepša hvala, Matevž. Samo še eno vprašanje oziroma poudarek imamo tukajle. Da naj bi tudi na Norveškem direktorat za zdravje izdal takšno mnenje. Zanimiva informacija, tako da hvala. Ja, vemo, da ima kar nekaj držav že ta stališča, ja. Prej sem omenil Akademijo za prehrano in dietetiko, ki je ta glavna prehranska organizacija v Ameriki, ne. Potem imamo tudi, ja, Norveška je pač del teh nordijskih držav. Nordijske države imajo v bistvu skupne prehranske smernice, tako da te veljajo za Norveško, Švedsko, Finsko, mislim, da Islandijo, pa še kakšno državo
In ja, vemo, da so nekatere države seveda bolj napredne glede tega kot Slovenija. In ravno po teh državah se zgledujemo. Ne vem pa za Norveško ali pa za kakšno skandinavsko državo, da bi imela uzakonjene veganske obroke. To pa zaenkrat vem samo za Portugalsko. Ja, v Sloveniji se mi zdi smiselno, da se to na zakonski ravni uredi, ali zato, ker mogoče še nismo pripravljeni na neko bolj sporazumno delovanje, ampak je dejansko treba imeti to kot pravico urejeno, ne, da se potem lahko jo zahteva. Potem je še komentar. Švedska in Danska imata smernice za okolju prijazno prehrano, ki seveda tudi kažejo v vegansko smer. Norveška jih bo dobila letos. Zanimivo, hvala. Potem je pa v bistvu še en komentar, da eno od gledalk lani pridobila potrdilo o veganski prehrani, vrtec pa je imel prepovedano pripravljati posebej hrano brez mesa. Ja, teh situacij smo veliko slišali v društvu in zaradi tega smo se tudi zavedali, da je treba to zadevo rešiti na sistemski ravni, ker če ne bi tega rešili na zakonski ravni, bi še vedno ostajale šole, ki bi to, in vrtci, ki bi to še vedno počeli na tak način, kot je tukaj opisano. Zato smo videli, da pač kultura ni dovolj visoka, bi skoraj lahko rekli, da bi se sprejemali drugačnost v tej obliki in da bi se poskrbeli za te otroke in starše. In ravno zaradi tega smo prišli na idejo, da je potrebno to rešiti sistemsko. No? In to je tudi naš cilj. Potem pa še eno vprašanje. Ali pri argumentiranju s strankami uporabljate tudi argument, da je Slovenija zavezana zmanjšati svoj ogljični odtis in bi to lahko bil tudi ukrep za to? Pa mogoče zate, Matevž. Ja, že s tem, ko smo v peticiji omenjali okoljski vidik, že s tem se nekako nanašamo tudi na to. Ne. Jaz pač pri svojih izkušnjah s političnim aktivizmom lahko rečem, da velikokrat se na to nanašam. Ja. Sicer tukaj prav v tem primeru se še nismo prav na to nanašali, ampak tukaj mi nekako predvidevamo, da se itak celotna slovenska politika zaveda, da je to treba narediti, da je treba zniževati ogljični odtis v Sloveniji. Ampak imamo pa tukaj zaenkrat en problem, in sicer nacionalni energetsko-podnebni načrt, ki zavezuje Slovenijo, da do leta 2030 zmanjša emisije iz kmetijstva samo za 1%. Tako da tukaj zdaj, kaj je nova politika v Sloveniji, bi bila tudi ena od smiselnih sprememb, da se ta nacionalni energetsko-podnebni načrt posodobi in postane ambicioznejši na kmetijskem področju. Pa tukaj bi se še navezal malo nazaj na prejšnje komentarje. Tudi smiselno je seveda v Sloveniji posodobiti prehranske smernice, ker še nikoli niso bile trajnostne. Vedno se je upošteval samo zdravstveni vidik. Ne. In eden od aktivizmov slovenskega veganskega društva je tudi ta, da probamo vplivati na to, da se bojo čim prej posodobile slovenske prehranske smernice. Torej ne samo tiste za javne ustanove, ampak tiste za celo Slovenijo, nacionalne. Tukaj upamo, da se bo kaj zgodilo. Bi rekel, da nekaj se dogaja, ampak nekaj tazga, o čemer ne smem govoriti. Mogoče samo še dve vprašanji imamo, oziroma dva poudarka. Eden mislim, da mogoče, oziroma tri, če se ne motim. Tole bi mogoče jaz najprej samo odgovorila, da gre tukaj tudi za razne diete, katerih je v vrtcih in šolah vedno več, se pravi jajca, mlečni izdelki, svinjina, kar bi se z veganskimi obroki hitro in ceneje razrešilo. S tem se absolutno strinjamo. Danes je na žalost tako, da v bistvu stališča, ki so verske narave ali pač alergije in te stvari se načeloma upošteva. Čeprav po analizi, ki sem jo jaz naredila za društvo, bi v bistvu pravno gledano morali veganstvo šteti na isti ravni kot, vedno tega ne maramo slišati, ampak na isti ravni bi morali pravno to upoštevati, kot pomembnejše moralno prepričanje kot pač veroizpoved. Tako da tukaj v bistvu se strinjam, da pač zadeva ni v redu. Potem imam pa še dva komentarja, da se je potrebno spomniti, da je pred 100 leti bila takšna prehrana prevladujoča in tradicionalna, meso se je uživalo le ob praznikih. Izbrati je potrebno prave veganske slovenske jedi in opozoriti, da imamo tudi tradicijo matevž, kislo zelje, leča. To je ljudem zelo pomembno.
Jaz osebno se zelo strinjam, absolutno je bilo tako, da jemo veliko več mesa, kot se ga je včasih jedlo. Mogoče pa še tole dodam, da še eno vprašanje imamo, če bi se dalo izračunati, kakšen bi bil ogljični prihranek pri ponudbi veganskega obroka, to bi bilo politikom zelo všeč. To je pa spet vprašanje za Matevža, tako da kar predajam besedo. Ja, to je na nek način že izračunano. Jaz sem leta 2019 ali 2020 objavil članek v strokovni reviji Inštituta Jožef Štefan, in sicer ta članek ima naslov Veganska prehrana, mislim, da veganska prehrana je, sprememba prehranskih navad je najučinkovitejši kmetijsko-živilsko-prehranski ukrep na področju podnebnih sprememb. No, in tam noter sem pokazal pač metaanalize iz tujine, ki kažejo na to, da v povprečju ima veganski obrok, v povprečju ima veganska prehrana za 50% nižji ogljični odtis od klasične prehrane. Tako da tudi to kažejo metaanalize, ki so najmočnejši dokaz. Potem sem pa tam noter v tem članku pogledal še slovenske študije. Ena od teh je iz moje magistrske naloge, potem ena je od Roka Novaka in pa ena, ki so jo delali tujci s slovenskimi podatki. In tudi povzetek vseh teh treh raziskav je enak, kakor kažejo metaanalize, torej, da približno za 50% znižamo ogljični odtis prehrane, če se prehranjujemo vegansko, torej v primerjavi z vse jede prehrano. In to tudi v naši peticiji omenjamo, se mi zdi. Je bilo še kaj vprašanj pa komentarjev? To je to, tako da kar naprej. Če pa imate še kakšno vprašanje, ga pa kar pišite, pač ne drugega bomo na koncu tako govorili. No, naš aktivizem Slovenskega veganskega društva se je začel leta 2019 oziroma v manj organizirani obliki že dosti prej. Leta 2019 je bil objavljen predlog vladi, možnost veganskega obroka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ta predlog vladi je dobil 1624 glasov za, proti je bilo 43 glasov, ampak saj vemo, na portalu Predlagam vladi, kadar so take kampanje, je vedno pač tako razmerje, ne. To razmerje ne moramo reči, da je realni pokazatelj stanja v državi, torej referendum lahko, da ne bi tako pokazal, no. No, in ta predlog vladi sta predlagala Slovensko vegansko društvo in Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Tudi tukaj se društvo izgovarja na zdravstvene vidike in pravne vidike, pa tudi na okoljske vidike. Ta predlog vladi je bil naslovljen na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na Ministrstvo za zdravje in na Nacionalni inštitut za javno zdravje. In ta predlog vladi je bil tudi zelo dobro utemeljen v prilogah. Ena priloga je bila tako zelo dobro pravno napisana. Tukaj je pomagala Monika Naumovski, se opravičujem, če sem narobe izgovoril. Ta drugi dokument je bil pa zelo zdravstveno orientiran, tako zdravstveno in znanstveno. In tukaj je bil pa glavni koordinator Dani Sušnik. No, in tukaj pač Ministrstvo za zdravje pa Ministrstvo za izobraževanje nista bila zelo navdušena nad tem predlogom. Predvsem je bil argument ta, da je v šolah že tako toliko diet in da naj imajo organizatorji prehrane pa kuhinjski delavci prioriteto, da poskrbijo za vse te diete, ki so zdravstveno utemeljene, ne. In veganska prehrana pač tukaj jih ne uvrščajo med
zdravstveno utemeljene diete, ker ni zdravstvenih razlogov, da bi to mogel otrok nujno jesti, ne. Kot vidimo, tukaj glavni argumenti so etični pa okoljski. No, in pač takrat se je potem to za nekaj časa zaključilo, leta 2022 se je pa društvo vrnilo še enkrat v ta boj, pa poskušamo še na druge načine, ne samo preko ministrstev, ampak direktno preko politikov, preko vlade. In tukaj pa preko političnih strank. Tukaj imamo torej načrt, da izboljšamo svoj pristop izpred let, no. No, ta letošnja peticija je pa bila objavljena na portalu peticija.online. Dobila je nad 5700 glasov podpore, pa nad 50 organizacij se nam je pridružilo. Leta 2019 nismo nič pridobivali podpore društev in organizacij. In to mislim, da je letošnja zelo pomembna pridobitev, ker politiki seveda cenijo to, kar pravi civilna družba, ne, in organizacije civilne družbe so pomemben del tega. Tako da zdaj lahko rečemo, da se za to možnost izbire ne zavzemamo samo mi, Slovensko vegansko društvo, ampak se zavzemajo tudi na primer humanitarni medpisniki. Zavzemajo se na primer Greenpeace, Ekologi brez meja, organizacija Fokus, Mladi za podnebno pravičnost. Tukaj imamo na primer Knjižnica reči, Humanitas, Ljubljana Pride, pa ogromno teh društev za zaščito živali. Tako da podporo organizacij imamo zdaj veliko, ne. In to upamo, da bo pri politikih imeli tudi neko pomembno vlogo. No, in torej letos se zavzemamo, se v primerjavi z letom 2019 zavzemamo tudi za konkretno spremembo zakona, torej radi bi spremenili zakon o osnovni šoli, in sicer v tistem členu, ki ureja prehrano, dodali bi en odstavek člena, ki bi se glasil: vsi obroki, ki jih organizirajo osnovne šole na osnovi prvega odstavka tega člena, morajo biti na podlagi zahteve starša ali otroka prilagojeni njegovim splošnim svetovnonazorskim prepričanjem glede morebitne nekonsumpcije izdelkov določenega izvora. Nekateri politiki so to spremembo zakona že videli, nekateri jo še bojo. Pač v enem delu politike je tole že bilo dobro sprejeto. Ne moremo reči, da bo nekdo prevzel naš aktivizem, da bi to implementirali, ampak sčasoma upam, da bomo to dosegli, da se bo kakšna politična stranka ali pa vlada ali pa kakšen posameznik politik zavzemal za to namesto nas, ker oni imajo seveda veliko večjo moč kot mi, ne. Tukaj smo uporabili izraz svetovnonazorska prepričanja, ker mislimo, da s tem zelo dobro opišemo to vegansko prepričanje in lahko bi se tukaj recimo tudi šteli okoljevarstvena prepričanja, ne, ker to, da bi nekdo si rad izbral veganski obrok, ima lahko za sabo vegansko prepričanje ali pa okoljevarstveno prepričanje, ne. V obeh primerih je veganski obrok koristen za tako osebo. No, pri tej peticiji iz letošnjega leta smo dodali tudi daljšo strokovno različico z viri. Tukaj noter so tudi take stvari omenjene, kot sem že prej omenil, na primer, da veganska prehrana, da ima veganska prehrana za polovico manjši ogljični odtis. Pa tukaj noter imamo vse, tudi te zdravstvene argumente, da je veganska prehrana primerna za vsa obdobja, pa tudi pravna argumentacija je dokaj do potankosti dodelana. V sklopu te peticije v letu 2020 smo objavili tudi kar nekaj člankov, iz katerih se vidi, da ogromno slovenskih strokovnjakov podpira našo peticijo. Recimo Veronika, ki je sodelovala pri pripravi,
in je pravnica. Potem tudi, se opravičujem, tudi na primer, smo imeli intervju z Jano Levec, ki je tudi diplomirana dietetičarka, z Boštjanom Jekšetom, ki je doktor znanosti iz področja prehrane. Potem smo imeli intervju z Jano Kogovšek, ki je tako kot jaz magistrica inženirka prehrane. Pa imeli smo tudi intervju z doktorico Zdenko Čebašek-Travnik, ki je bila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, pa tudi je bila varuhinja človekovih pravic. Seveda pa to nismo edini strokovnjaki v Sloveniji, ki so zavedeni. Zdaj, sčasoma, ko ta aktivizem peljemo na višji nivo v politiko, vidimo, da se nam je še ogromno drugih pridružilo, pa nas podpira pri tem, tudi seveda nekateri politiki, pa upamo, da bomo uspešni. Še to bi omenil, da na portalu peticija.online je naša peticija trenutno na 4. mestu leta 2022, torej samo 3 peticije so imele več glasov, kakor smo jih pridobili mi. Ja, torej, v primerjavi z letom 2019 imamo tokrat bolj širok izbor aktivizma. Ja, tudi tega sploh še nisem omenil, da naslednja stopnja je tudi ta, da peticijo pošljemo v državni zbor, na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Tega leta 2019 nismo naredili. Politične stranke smo že kontaktirali nekatere, pa zdaj, potem, ko bomo peticijo vložili v državni zbor, jih bomo še vsaj enkrat, upam, da jih bomo še večkrat, pa politike, posameznike bomo tudi zdaj po tej vložitvi kontaktirali še enkrat. Preko ministrstev vidimo, da se težko kaj doseže, razen če gremo še nad njih, torej nad ministrstvi je vlada, nad ministrstvi je predsednik vlade, in če prepričamo vlado, da je treba kaj spremeniti, potem lahko vlada vpliva na ministrstva. No, hvala za pozornost. S tem smo zaključili današnje predavanje. Zdaj imamo pa lahko še nedoločeno dolgo razpravo, glede na to, kakšen je interes. Pa še to bi omenil, da ta naš projekt veganski obroki v javnih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah podpira ProVeg International. Najlepša hvala, Matevž. Najprej bi rada povedala, da je bilo predavanje res izjemno, ker si nam odprl oči tudi tistim, ki že kaj vemo o zadevi iz vseh vidikov. V bistvu smo imeli še par poudarkov vmes v chatu. Zdaj za vprašanje, če bi bilo mogoče skupaj zbrati skupino zdravnikov, ki so naklonjeni veganski prehrani. Tukaj sem jaz v bistvu že odgovorila v chat, da zaenkrat še nismo imeli sreče prav z naborom neke širše skupine zdravnikov, ki bili temu naklonjeni, oziroma da bi bilo nekaj organizirano na ta način. Se pa strinjam, da bi bilo to zelo smiselno narediti. In tudi predlagano je bilo, da ne kontaktiramo The European Lifestyle Medicine Organization, ki ne bi imeli ogromno materiala in ogromno zdravnikov, ki so naklonjeni temu. To so super predlogi, najlepša hvala za vse. Če ima kdo še kakšno vprašanje, lahko se tudi v bistvu na tej točki priklopite z kamero in mikrofonom in neposredno vprašate. Tudi par zahvale v chatu za predavanje, tako da hvala tudi vam vsem, ki ste prišli in ste to poslušali. V bistvu brez vas, tako kot je Matevž rekel, brez civilne družbe, ki v bistvu to smo vsi mi, mi lahko nekaj napišemo, ampak če ni podpore, če ni zanimanja za to, potem težko pridemo tudi do nekih ustanov in nekaj zahtevamo. Tako da v bistvu ravno to, da obstajate vi, ki nas poslušate in ki se strinjate s tem in ki nas podpirate, je najbolj pomembno. Ja, jaz bi se tudi zahvalil vsem, da ste prišli. Sem pričakoval, da na Zoomu ne bo toliko veliko ljudi, kakor jih je, tako da sem zadovoljen z udeležbo. Pa glede teh zdravnikov bi omenil še to, da neka združevanja se dogajajo. Na žalost je tukaj to taka stvar, o kateri ne smem govoriti, ampak jaz upam, da bo šlo še naprej.
Ja, jaz tudi, še eno vprašanje, mogoče samo tole, da še jaz ta del odgovorim, ker je v bistvu pravni. Če bi bil zakon sprejet, to verjetno pomeni dodatna sredstva za zaposlovanje v šolskih kuhinjah. Ja, v bistvu vsak zakon, ko se sprejema, je potrebno predvideti finančne posledice, ki jih povzroča, in brez tega se sploh ne more sprejeti. In potem v bistvu je treba zagotoviti sredstva v proračunu za te spremembe, preden se sploh sprejme. Se pravi, zakon ne more imeti načeloma nekih nepričakovanih finančnih posledic, kar pomeni, da bi se že vnaprej poskrbeli, da se pač ne bi preobremenili kuhinjskega osebja in tako naprej, no. Tako da to smo imeli tudi vedno v glavi, no, in to je nekaj, kar bi se sistemsko uredili, in zakon je sistemski institut, tako da to mene osebno ne skrbi, no, ker te stvari morajo biti vedno dosti celostno urejene, kadar gremo sploh na toliko visoko zakonsko raven. Ja, tukaj je tudi zelo koristno, da imamo pravno podporo Veronike, pa da smo imeli leta 2019 pravno podporo Monike Naumovski, ker brez pravnikov tukaj ni smiselno, da gremo v boj. Če noben nima nobenega vprašanja več, mogoče še eno je, ali morda društvo organizira tudi kakšna srečanja v živo, bo Matevž mogoče več o tem povedal, no, ker prepuščam besedo. Ja, v bistvu je to po dolgem času srečanje preko spleta. V živo drugače organiziramo v Ljubljani vegan hangoutse. V načrtu je vedno, da se enkrat na mesec organizira. Naslednje druženje bi bilo 27. novembra, ampak smo na žalost strani ponudnikov prostora bili kontaktirani, da bo takrat referendum, in so nam preklicali našo rezervacijo prostora, tako da v novembru zdaj verjetno ne bo dogodka, bo pa v decembru. V decembru bo pa vsaj eden ali pa bosta dva dogodka. Zaenkrat je naša tarča Ljubljana. Upamo pa, da na dolgi rok, ko se bodo prostovoljci vrnili v društvo, da bomo lahko organizirali dogodke po celi Sloveniji, tako kot smo jih pred koronsko krizo. Super. Hvala, Matevž. Če ni potem nobenega vprašanja več, se vam najlepše zahvaljujem še enkrat in Matevžu tudi. In pa upam, da se spet snidemo na kakšnem podobnem predavanju in da bomo imeli takrat že kakšno veselo novico, da nam je že kaj uspelo institucionalno urediti. To je naš največji cilj, tako da upam na to in pa da se čim prej spet vidimo. Ja, hvala tudi tebi, Veronika, da si povezovala pa sodelovala. Hvala vsem za udeležbo. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.